Že drugič v letošnji sezoni so včeraj jesenske serenade gostovale v kulturnem domu v Medvodah. Četrte, torej zadnje letos, so prvič, odkar potekajo koncerti jesenskih serenad, za glavno nastopajočo imele pianistko. Več o tem prihodnjič. Tokrat pa o tretjem koncertu, ki je potekal teden dni prej v knjižnici. Nastopala pa sta glasbenika Nejc Merc na evfoniju in Matjaž Balažic na harmoniki. Z umetniško besedo je koncert dopolnil igralec Kristjan Koželj. Občina Medvode ima z Glasbeno mladino ljubljansko najdaljše sodelovanje pri organizaciji koncertov jesenskih serenad in letošnje so pri nas že 38. po vrsti. Vedno smo veseli, ko pride september in začnemo na polno, ker se selimo po celi Sloveniji, ampak Medvode so vsekakor ene izmed najbolj dragocenih soorganizatorjev, ker je v bistvu najdlje potekajo poleg Ljubljane in zato smo neizmerno hvaležni, da nam toliko let stojite ob strani in da se toliko let lahko vračamo k vam. Med gosti, ki so napolnili Medvoško knjižnico, je bil tokrat po dolgem času tudi umetniški vodja jesenskih serenad, tisti, ki izbira nastopajoče, ki nam lepšajo septembrske glasbene večere. Boris Renar, ki nam je malo več zaupal, kako se odloči o nastopajočih na jesenskih serenadah. Kar se tiče izbora, je to do neke mere enostaven proces, do neke mere pa relativno kompliciran. Zdaj, če se gremo najprej na tisti slabši del, komplicirani zaradi tega, ker so serenade v veliki meri sestavljene kot koncertni večeri brez klavirja. Vemo, da v komorni glasbi večinoma prevladujejo ansambli oziroma sestavi s klavirjem, jesenske serenade so pa brez klavirja. To je ena od tradicij, ki smo jo zdaj v 49. letu serenad prelomili in imamo v letošnjem letu tudi koncertni večer, kjer je klavir kot solistični inštrument zastopan. Seveda inštrumenti s tipkami smo imeli tudi v preteklosti prisotne. Na drugi strani je pa izbor enostavno zaradi tega, ker, kot ste omenili, je Slovenija polna odličnih izvajalcev in vsako leto je pravzaprav treba samo odpreti skrinjo, zajeti in Večinoma je proces angažiranja glasbenikov relativno preprost, saj so jesenske serenade dogodek, na katerem si večina glasbenikov želi nastopati. Nekoliko več logistike je potrebne pri organizaciji terminov, saj se koncerti selijo po 5 prizoriščih v mesecu dni in imajo nastopajoči kar nekaj vožnje in tudi različne prostore, v katerih nastopajo. V Medvodah Glasbena mladina ljubljanska odlično sodeluje z javnim zavodom Sotočje, s katerim določijo najbolj primerne lokacije glede na to, kdo nastopa. Nazadnje v Medvodah imate kar nekaj prizorišč in zato je sigurno lažje kot kje drugje. Recimo v Ajdovščini, v Vipavskem križu imamo samo tisto grajsko klet, pa je včasih zanimivo, ampak tukaj pa vedno se najde za vsak instrument pravi prostor. Tako da do sedaj recimo Jaka Kljun, ki je igral, je bil blazno navdušen nad akustiko cerkve. Je rekel, da že dolgo ni igral v tako prijetno akustični dvorani. In tudi danes, koliko sva slišali, kako se pa je vam zdel tale koncert? Absolutno je bil fajn in mislim, da knjižnica je zelo prijetno prizorišče tudi zaradi te povezave umetniške besede in glasbe. Tako da upam, da tudi poslušalcem in pa knjižnici je v ponos imeti tak poseben koncert, ker ni le koncert, ampak je le sožitje umetniške in glasbene umetnosti. Možnost izbire lokacije v občini Medvode je torej ena od prednosti in ob uspešni izbiri dobrih občutkov po koncu koncerta glasbeniki ne skrivajo. Tokrat sta evfonij Nejca Merca, uspešnega glasbenika, profesorja, ki sodeluje celo pri razvoju trobil, in harmonika Matjaža Balažica, ki nastopa kot solist in član različnih komornih sestavov, orkestrov in glasbenih skupin, zazvenela skupaj v ravno pravšnji akustiki Medvoške knjižnice. Presenetljivo dobro. Ko vstopi človek v prostor, se mogoče malo straši vseh teh knjig, ki znajo delovati kot en dober absorber ponavadi, ampak ena do zdaj, kar smo igrala, smo imela od zelo suhih do v Ljubljani je bil zelo, taki glasen prostor, tu pa je bil en taki prijeten studijski
zvok. Knjižnico Medvode je tokrat obiskalo toliko obiskovalcev, da so zasedli vse stole in potem uživali v koncertu dveh glasbenikov na dveh inštrumentih, ki sta zelo priljubljena, a njuna kombinacija v klasiki je precejšnja redkost. Kot smo slišali, imamo dva inštrumenta, ki sta relativno zelo prisotna, v naši kulturi, se pravi evfoniji, oziroma če lahko rečemo tubo ali pa bas ali pa pompardon, kot so temu včasih rekli, in pa harmoniko, inštrument splošnega veselja, ki je pri nas pravzaprav zelo močno zastopan v narodno-zabavni glasbi in tako naprej. Tako da se bi rekel, ni bilo kaj dosti za bat, kaj bo to predstavljalo, oziroma je kombinacija veliko manj eksotična, kot se na začetku zdi. Po drugi strani sta pa mojstra izbrala spored, ki sta ga morala kar krepko, poiskati, nekako ukalupiti in najti eno dobro, pametno pot do tega, da seveda zadostita tistemu, kar serenadna publika najbolj želi, in po drugi strani, da seveda ohranita svojo umetniško potenco nedotaknjeno. To jima je tudi v popolnosti uspelo in producent jesenskih serenad je še enkrat več dokazal, da se da publiki ponuditi nekaj novega in svežega, obenem pa je za glasbenike to tudi izziv, ki se ga veselijo. Ta duet je nastal iz čisto enostavnega mota, zakaj pa ne? Ravno zaradi tega, ker je nekaj novega, je nekaj takega, ki še verjetno sploh ni bilo slišano, oziroma saj jaz in Matjaž še tega nismo nikoli slišala, in na pobudo Glasbene mladine smo enostavno se odločila za ta projekt in mislim, da je to kar dobro uspelo. To pomeni, da bomo mogla še ponoviti kaj v tem duo. Z oblikovanjem programa sta imela kar nekaj dela, saj sta morala izbrati skladbe pisane za druge inštrumentalne kombinacije in jih potem preigrati, da sta našla takšno, ki je bila primerna za njun duo. Ja, vse skladbe so v bistvu pisane za druge inštrumente, in pa seveda za spremljavo klavirja ali orkestra. Tako da v bistvu težje delo je imel Matjaž, jaz sem najdel transkripcije napisane za inštrumente, za katere so pisane v moji legi. Matjaž je pa v bistvu imel malo več dela, da si je iz teh orkestrskih izvlečkov oziroma iz klavirskega parta potegnil tisto, kaj bo igral. Zato sta morala oba glasbenika za tokratne serenade imeti kar precej vaj. Dosti. Ampak največ vaje smo porabila za izbiro programa, čisto iskreno. Da smo videla, kaj paše skupaj, katera kombinacija bo najbolj primerna. Glede na to pa, da smo tudi sodelavca na konzervatoriju, ni bil problem z samimi vajami. Namesto, da smo šla na kavico, smo se podobila učilnici in smo šla vaditi. Se pravi, harmonika, prav tako kot evfoni, je relativno mlad inštrument, sploh v klasičnih vodah. Smo vajeni, poševnica, prisiljeni se iz projekta v projekt adaptirati, sploh kar se tiče pri kombinacijah z drugimi inštrumentami, se pravi pri izbiri programa, čeprav v zadnje čase obstaja že kar nekaj nove literature za naš inštrument, ampak za to kombinacijo res zelo malo. Se pravi, smo primorani poseči po klavirskih partih in se spopasti z njimi. Izbrati pa sta morala tudi skladbe, kjer sta do izraza prišla oba inštrumenta, se med seboj povezala in pričarala edinstvene glasbene kombinacije. Nisva toliko gledala, kdo se bo bolj prilagajal, kot sva na prvi eni taki malo daljši bralni vaji preigrala malo več raznih skladb, samo neke izvlečke in ponavadi takoj slišiš, katera stvar funkcionira in katero mogoče boljše pustiti za kakšno drugo kombinacijo inštrumentov.
Morebiti so glasbeniki glavne zvezde večerov, a bistvo jesenskih serenad je tudi povezano s prozo in poezijo. In če se glasbeniki vsako leto zamenjajo, so interpreti umetniške besede večinoma isti igralci. V knjižnici Medvode je kratko prozo Andreja Blatnika strastno in prepričljivo interpretiral igralec, bibliotekar in pesnik Kristijan Koželj, pred katerim je bila zahtevna naloga, da izbere literaturo, ki se bo povezala s koncertom Nejca Merca in Matjaža Balažica. Jaz sem predvsem probal dobiti čim več vtisa v tem, kakšne skladbe to sploh so. Videlo se je, da je spet en dost eklektičen program, da ni, ne vem, tako kot je bilo predlani, ko je bilo vse Mozart. To je super, imaš eno zgodovinsko obdobje, eno narativo glasbeno in tako naprej. Tukaj tega ni bilo, komadi so kratki, so iz različnih obdobij, različnih stilov in tako naprej. In potem sem iskal nek tekst slovenskega avtorja, seveda, ker poskušam primarno vedno izbirati slovenske avtorje za te serenade, ki bi nekako to raznovrstnost znal povezati. In glede na to, da je v Sloveniji iz meni neznanih razlogov žanr kratke zgodbe majčkeno zanemarjen, sem tokrat zajadral v Andreja Blatnika. V glasbeni Mladini ljubljanski pa se ob počasi iztekajočem se 49. ciklu serenad že ozirajo po prihodnjih, ko bodo obeležili že 50. jesenske serenade. O serenadah za 50. obletnico, seveda, oziroma za 50. serenade smo se že kar nekaj pogovarjali in naredili, recimo temu, ene vrste jagodni izbor. Zdaj dokončna oblika seveda še ni čisto izbrušena, ampak čaka nas seveda letom primerna serenada in jaz mislim, da je tukaj glasbena mladina ljubljanska s tem prestopa en zelo pomemben mejnik v tem, ko, bom rekel, svojih 60 plus let delovanja potem nadgrajuje tudi s serenadami, ki jih je utemeljil profesor Tomaž Lorenc. No, in kot rečeno, ja, jaz imam to veliko čast, da to v tem trenutku še peljem naprej in seveda upam, da se vidimo tudi prihodnje leto.